Skupno šolanje se začelo leta 2012, ko je prvi razred v stari šoli vstopilo 31 šolarjev. Bili smo prva generacija po dolgih letih, katera je vsebovala 2 oddelka. Na polovici prvega razreda smo se preselili v novo šolo, kar je prav posebna in zanimiva izkušnja. Tisto leto so nas učili učiteljica Staša Čeber Zajc, Mojca Starešinič in Polona Zona. Najbolj se spominjamo noči v šoli, v kateri smo pili čepivi punč. Učiteljica, se še spomnite tega dogodka? In vsekakor se. Po prvem letu v šoli, ki je bil za vse nas nekaj novega, nas je že čakal drugi razred, v katerem smo nas poučevali učiteljici Darja Gibičar in Draga Bregar. Tisto leto se nam je pridružil sošolec Enrique. Še se spomnimo obiska kurentov, ki so nam popestrili pust. Tretji razred smo stopili z velikim smokom v grlu. Čakale so nas ocene. Na poti prvih ocen sta nas poučevali Renata Fink-Husič in Mojca Lužar. Komaj smo čakali na konec leta, saj nas je naslednje leto čakalo vsakodnevno povzpenjanje po stopnicah, ki so vodile v drugo nadstropje. 1. september v 4. razredu je poseben tudi zato, ker smo dobili garderobne omarice. Prav poseben in usmerljiv občutek je bil, ko smo prvi zagledali svoje ime na njej. Zgodaj na nadstropju so nas kot prvi učiteljici pozdravili Mojca Starešinič in Zdenka Mežan. Poleg vseh osnovnošolskih obveznostih pa so nas učili tudi pravil za varno vožnjo s kolesom, za kar se jima še posebej zahvaljujemo. V 5. razredu pa se začelo resno in trdo delo, v katerem sta pripomogli učiteljica Mojca Žakan in Aleša Sušnik-Škedel. Ampak smo še vseeno veliko zabavali in se imeli fino. To leto pa smo tudi prvič šli v šolo v naravi, kjer nam je žoga velikokrat šla na avstrijsko stran. Prav tako pa je to zadnje leto, v katerem smo imeli skoraj vse ure pouka v matični učilnici. V 6. razredu nas je čakalo premeščanje iz učilnice v učilnico vsako uro. Kar naenkrat so odmori postajali še krajši kot ponavadi, zato smo na stranišče hodili med uro. Ko smo že pri 6. razredu, naj povemo še to, da smo takrat dobili stalna razrednika Barbaro Goršič in Roberta Dragana, ki sta nas popeljala skozi zadnje 4 leta. Ta leta so bila zelo pestra in nepozabna, lepa pridni in marljivi. Naš 7. razred je zaznamovala druga šola v naravi, kjer smo imeli bolj urejene sobe kot v 5. razredu, saj smo postali bolj urejeni in vestni učenci. Na koncu 8. razreda nas je ujela korona, tako smo se morali kar naenkrat prilagoditi na šolanje na daljavo. V 9. B so bile vse oddane naloge identične, veliko učencev pa si je z ure vzelo kot 1 uro dodatnega spanca. Kljub temu, da se je korona zavlekla še v 9. razred, mi nismo upali in ostali še najprej povezani. Tako smo prispeli do konca 9. razreda in se začeli zavedati, da se končuje kar pomembno obdobje našega življenja. Kljub sporom, ki niso bili redki, smo ostali združeni. Seveda pa nismo pozabili na ostale učitelje. Tudi vam se zahvaljujemo, da ste nas kljub naši lenobi in trmi prenašali vsa leta in se trudili, da bi nam bilo teh 9 let čim lepših in poučnih hkrati. Dragi učitelji, ker že vsa leta doslej so samo učitelji in učenci vrtnico nosili, mi odločili smo se, da letos drugače bomo naredili. Dragi učitelji, o vas smo pesem spisali, malo tako kot je bilo, malo v šali. Pa prosimo, da brez zamere, ker potem se pesem lažje bere. Ana Štrbenc, katero se druga kitica začenja, vsak dan našega šolanja, polna je bila veselja. V razred je vsako uro matematike poskočno priskakljala,
in včasih s preveč energičnim glasom, dober dan 9. zaklicala. Naši zaspani in nezainteresirani obrazi bili so več kot očitni, ona pa se z nami še kar trudila je, čeprav momenti z nami pogosto niso bili prijetni. Tema jo je učilnici hudo motila, zato je večkrat svetlobo učilnico spustila ter zbudimo se 9. zapila. Mi sicer nimamo dokaza, vendar verjemite nam, kakšne bolje je se takoj prepoznaj za Dravčevega obraza. Njegove ure bile so ena najbolj sproščenih in zaradi plakatov namesto pisnih ocen ena najbolj neobremenjenih. Seminarske mogli smo vedno na roke pisati, važno, da nismo kopirali z Wikipedije, pa tudi, če ni znal nič prebrati. Pri pouku ga ni noben poslušal, pa tudi, če se je fajn učil, vsi pa si bomo vedno zapomnili, kako je zdaj pa lahko pospravite uro zaključil. Pečakova nas je to leto naučila, kaj je simbioza oziroma kako medsebojno sodelovati. Da to osnov obvladamo, se je iz plonkanja dalo izvrstno razbrati. Ko je bilo na vrsti spraševanje, je vedno znamenite listke s številkami iz predala potegnila in se za naše zbegane in nesrečne obraze ni dosti zmenila. Da ni kakšne hude zaklela, je učiteljica Slavka raje porkadijo zarevela. Če pa se je ta kletvica prehuda zazdela, pa je Ljubo Marija rajši zapela. Ko smo ravno pri petju, bi se lahko še malo našega talenta za glasbo dotaknili. No, po resnici povedano, smo vedno pri petju vsak po svoje cvili. Je pa bilo vseeno boljše, da smo pri glasbi več peli, saj testov in spraševanj nismo bili preveč veseli. Še dobro, da smo za učiteljico imeli Polančevo Emo, ki nas v poslušanju klasične glasbe ni briganila z veliko vnemo. Vedno je veliko dajala na to, da se pri urah glasbe sprostimo, si kaj zapojemo in se pogovorimo. Tudi pri športni se je veliko govorilo, še posebej pri ogrevanju in teku, pa čeprav nas je pol pri tem skoraj izdahnilo. Devetarke res ne vemo, kdo se 5-minutnega teka spomni na začetku ure, ampak mislimo, da obstajajo tu boljše športne uverture. Boštjan in Robi pri teku nista popustila. Če kdo slučajno teku ni, sta takoj na glas ga omenila. Če smo slučajno na uro športnem v telovadnici čakali, je pa Robi hitro poskrbel, da smo se v avlo ali garderobo pobrali. V vseh teh letih vemo, da smo Kramerju kar nekaj sivih las povzročili in da bilo je s Polono Rozman drugače, ne bomo trdili. Vsi neprepričljivi smo bili, ko začeli smo nepravilne glagole momljati, čas in kraj, v katerem uporabiti frazo what the fuck, smo pa dobro poznali, to se ni zabati. Barbara Goršič je zadnja učiteljica, ki jo bomo omenili. Njeni kurs slovenščine ne bomo nikoli pozabili. Njeno počutje smo večkrat spravili v komo, ko rekli smo na Zoomu, da unmutali ne bomo. Bilo tako je tudi v razredu, z našo neodzivnostjo hodili smo po tankem ledu. Večkrat pri pouku se je njen smeh iz kabineta zaslišal, je bil pa tako glasen, da si komot učitelja preslišal. Če se sprašujete, zakaj smo bili zadnjih 10 dni tako merni, je to zato, ker poslušali smo učiteljičin nasvet, ne bodite brezobzirni. Takole, proti koncu gre ta pesem. Verjamemo, da je vid poslišan težko zloresen. Iskreno se opravičujemo, ker nismo se počitlo v pesmi omenili, ampak priznajmo si, da potem ne bi samo 9 kitic van dobili. Vseeno pa si vsi zaslužite vrtnico rdečo, naj bo za spomin in za prihodnjo srečo.
Zdaj pa se vidi ples mambo. Na oder povabim naša razrednika, da spregovorita nekaj besed. Spoštovani. Ravnateljica šole Majda Čengija, pomočnica ravnateljice Sanja Polinič-Vidic, učitelji, zaposleni, starši 9. A in učenci 9. A. Učenci 9. A zaključujejo svojo osnovnošolsko obdobje in obenem prestopajo prvi prag v odraslo življenje. Zaključek 9-letnega šolanja bo vam in nam ostal zavedno spomin. Epidemija koronavirusa, pouk nadaljavo, prepoved ekskurzij in dnevov dejavnosti izven šole. Kljub vsemu smo tukaj, vsi pripravljeni na nove poti. Ponosna sem, da lahko kot razredničarka stojim pred vami.
V 6. razredu me je doletela čas, da sem prvi začela opravljati razredniško funkcijo. Učila sem se z vami, da spoznavala z druge perspektive, ne zgolj kot učiteljica. Opazovala sem, kako rastete, tako fizično kot osebnostno, se spreminjate, postajate bolj sramežljivi, pogumnejši, odprti, odrezavi, a nikoli glasni. Sedaj ste na pragu srednje šole. Starši 14, 15 in učitelji 9 let smo bdeli nad vašim telesnim, socialnim in intelektualnim razvojem. Sedaj je naše sodelovanje končano. Ko smo vas učitelji te zadnje tedne srečevali na šolskih hodnikih, smo mnogokrat pomislili. Bodoči računovodje, mizari, pravniki, inženirji, mehaniki, vzgojiteljice, farmacevti, zdravniki, morda učitelji. Predali smo vam znanje in veščine, da se lahko dobro opremljeni odpravite graditi prihodnost. Verjamem, da smo skupaj s starši pomagali izoblikovati prave moralne vrednote, po katerih se boste ravnali v nadaljnjem življenju. Tako kot smo mi, delavci šole, postali del vaših življenj, se tudi vi s svojimi posebnostmi, talenti in posebnostmi obogatili naše življenje. V vseh teh letih smo skupaj preživeli mnogo. Veliko je bilo lepega, kaj pa tudi neprijetnega, kakor pač je v življenju. Postavljali smo vam meje, ker vam ni bilo vedno všeč, vedno nismo ustregli vašim željam, ker je pač v življenju tako. A to pomeni, da nam je bilo mar. Stojimo na križpotju, ko bomo odšli vsako svojo smer, a še se bomo srečevali, nekoč bi se nekateri tudi svoje otroke pripeljali v našo šolo in takrat si bomo pogledali v oči, se pozdravili in se prepoznali. Preden podelimo najvišje priznanje šole, pa dovolite, da spregovorim nekaj besed o vsakem učencu. V pomoč so mi bili zapisi učencev o svojih sošolcih. Maja Berger. Sošolci so to pisali kot sočutno, prijazno, umirjeno, pogumno, dobrosrčno, trmasto, ustvarjalno. Udeležila si se tekmovanja Vesela šola in osvojila bronasto priznanje, tekmovala v znanju geografije in bila likovno dejavna. Vseh 9 let si upravljala bralno značko. Uspešno si zaključila 9-letno izobraževanje in verjamem, da boš uspešna v srednji šoli. Jure Bobnar. Jure, vsi učitelji se da bomo spominjali po spoštljivem kulturnem odnosu vseh zaposlenih v šoli, vesno in tiho si v zadnji vrsti upravljal svoje zaposlitve. Odgovorno si izpolnjeval svoje šolske obveznosti, še posebej se te bom spominjala po spoštljivih elektronskih sporočilih v času pouka na daljavo. Sošolci pa po naslednjih osebnostnih lastnostih. Samostojen, zadržan, tih, prijazen, pameten in trmast. Udeležil si se tekmovanja iz znanja fizike, da vseh 9 let upravlja bralno značko. Prepričana sem, da boš uspešen v nadaljnjem življenju. Cena. Zamišljen, trmast, ful, nagajiv. Nagajivosti nisem opazila, ostalo pa drži. Vseh 9 let si upravljal bralno značko, tekmoval znanje logike in fizike. Spominjali se bom tudi po tem, da sem tvoj rojstni dan praznovala tudi jaz. Uspešno si zaključil osnovno šolo in veliko uspehov ti želim tudi naprej.